Jaz sem danes tukaj v imenu Britansko-albanske gospodarske zbornice, katere predstavnica za Slovenijo sem. Mi smo v Sloveniji dokaj novi, ker zbornica se je namreč ustanovila leta 2002, sedežem v Londonu in pa v Tirani, seveda z namenom povečevanja dvostranske trgovine. No, v zadnjem obdobju pa se širi seveda tudi po drugih evropskih državah z namenom pač vsekakor tudi povezovanja. No, da pa ne bom preveč nasplošno govorila, bom šla kar precej na konkretne stvari. Kaj pravzaprav naša zbornica lahko stori za podjetja? Vsekakor med naše glavne dejavnosti, ki so lahko zanimive za slovenska podjetja, sodi tudi ta, da pomagamo podjetjem vstopiti na albanski trg. S podjetji se dogovorimo, pregledamo poti in najdemo tisto pot, ki bo za podjetje najboljša za vstop na albansko tržišče in seveda potem podjetju pri tem pomagamo. Zdaj, da bom čist konkretna, če se recimo neko podjetje odloči za joint venture, potem zbornica pomaga najti tudi primerne partnerje z Albanije in pa organizira sestanke, da se potem izmed vseh teh izbere primernega. Potem med drugim se ukvarjamo tudi z tako imenovanim networkingom oziroma povezovanjem med člani. To je zelo pomembno, in v poslovnem svetu to postaja vedno bolj pomembno. Jaz recimo sem se ravno pred kakšnim letom vrnila iz Avstralije. Praktično tam ni več možno narediti koraka brez tega tako imenovanega networkinga. To se začne že v šolah, to se nadaljuje potem celo življenje. Res je, konkurenca deluje skupaj, tako kot so govorili moji predhodniki, ker samo to je pot preživetja na globalnem trgu. No in zbornica organizira veliko prireditev, ki se dogajajo tako na območju Velike Britanije kot pa Albanije, kjer se pač povabi vse člane s predstavniki gospodarstva in drugih interesnih združenj, da se pač lahko povezujejo. Predvsem zbornica ne pusti svojih članov na cedilu in jim nudi veliko tehnološko, finančno podporo, finančno v smislu tega, da naši člani so seveda tudi iz bančnih vrst in pri tem lahko povezujemo. Pomagamo pa tudi preko naših partnerjev pri izdelavi poslovnih načrtov, kadrovske politike, imamo tudi svoje pravne storitve. No, v zadnjem letu pa se lahko pohvalimo z eno zadevo, namreč ne vem, če poznate situacijo v Albaniji, ampak Albanija ima trenutno na voljo precej sredstev, ki prihajajo iz različnih virov, prejemnice, pač veliko sredstev iz Amerike in pa tudi nekaj iz Evrope. Mi smo dodali naši zbornici nekaj novih delovnih sil, ki skrbijo za to, da ta sredstva in pa razpise pregledujejo in v njih sproti obveščajo člane in v primeru, da pač so člani zainteresirani, tudi pomagamo pri prijavah na tovrstne razpise.